Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o virtualni resničnosti in sicer o tem, kako ljudje poskušamo narediti novo virtualno resničnost, brez da bi se zavedali, da v bistvu že živimo v virtualni resničnosti. In da je ta nova računalniška virtualna resničnost v bistvu ekstercializirana verzija naše umske virtualne resničnosti. Torej, tisto, kar imamo v bistvu v sebi, skušamo zdaj še replicirati, narediti duplikat v obliki digitalne tehnologije. Vse to seveda z dobrimi nameni, s tem, da bi lahko doživeli neko izkušnjo čim hitreje, oziroma brez da bi nam bilo potrebno, da premikamo naše lastno fizično telo iz ene lokacije do tiste lokacije, kjer se sicer nahaja ta izkušnja. Gradi se torej neko okolje, ki bi čim bolj ustvarilo podobne občutke, fizične občutke, slike, zvoke, vonje, kot jih nudi neko naravno okolje. Na primer, namesto da bi odpotovali na Bahame, enostavno nadenemo na sebe napravo za ustvarjanje virtualne resničnosti v obliki neke čelade, ki nam projicira navidezno sliko. Potem si nadenemo neko obleko, ki simulira toploto, pritiske, in potem naložimo neko vsebino, recimo te lokacije na Bahamskih otokih, kamor bi želeli oditi. Namesto da bi torej odšli z letalom tja in bi plačali velike denarje za letalsko vstopnico, za letalsko karto, in da bi morali plačevati tam bivanje, ne bi to enostavno duplicirali v obliki virtualne resničnosti. Te izkušnje seveda nikoli ne bo možno duplicirati do potankosti, kajti človek je večdimenzionalno bitje in tisto, kar je del neke izkušnje, niso samo tiste slike, ki jih vidi človeško oko, ali neki fizični dražljaji na koži in neki zvoki, ki jih sliši naše uho, temveč je izkušnja veliko bolj pestra. Pravzaprav celo ta elektronska tehnologija vpliva na človeka v določenem subtilnem smislu, in bolj ko uporabljamo to virtualno tehnologijo, bolj smo deležni še teh vplivov, ki nekako vplivajo na naše fizično telo, in to ne najbolj v nekem koristnem smislu.
vse te težnje po virtualni resničnosti pa imajo vzrok v človeški lenobi, v tem, da smo že v neki virtualni resničnosti, ko praktično nimamo stika z našim fizičnim telesom, ga tudi ignoriramo in precej zanemarjamo. In navajeni smo živeti v umu, v naši domišljiji, kjer se vse zgodi takoj, hipno. Zaradi tega pa smo se v nekem smislu polenili, ne ljubi se nam premikati in najraje bi se preselili v neko napravo, ker ne bi bilo potrebno vzdrževati našega fizičnega telesa ali trpeti bolečin, brez da bi se zavedali, da si vse te probleme, ki jih imamo na svetu, povzročamo ravno zato, ker smo v ločenosti od našega fizičnega telesa, ki je življenje, ki je sestavljeno iz milijarde celic, ki med seboj sodelujejo v harmoniji. In namesto, da bi se učili po zgledu našega fizičnega telesa, kaj je vse možno doseči, če se združimo, če sile posameznika povežemo, kaj vse bi lahko dosegli na tem svetu kot človeštvo. Seveda, če ne bi delali samo v smislu interesa posameznika, da ščitimo samo naš lastni osebni interes, kajti to je princip rakavih celic, ko se prekomerno razmnožijo in potem ugnobijo gostitelja. Sedaj se namreč tako obnaša naša človeška družba, ko mi kot posamezniki prekomerno izkoriščamo naravne vire tega sveta in na ta način najedamo lasten vir preživetja. Če bi se vsi skupaj povezali z zavedanjem, da lahko vsak od posameznikov, vsak od nas živi tukaj na svetu v harmoniji in izobilju samo, če upoštevamo interese drug drugega in da drug drugega podpiramo, potem bi lahko živeli v veliko večji sreči in zadovoljstvu. Ampak da to dosežemo, se je potrebno osvoboditi te naše umske virtualne resničnosti. Ne pa, da celo gradimo še dodatno digitalno virtualno resničnost, za katero bomo podpirali našo umsko lenobo. Rešitev je torej v temu, da se integriramo z našim fizičnim telesom, da prenehamo bivati v nekih alternativnih, paralelnih, virtualnih svetovih, ampak da smo tukaj v skupni, univerzalni, fizični realnosti. Več glede tega si pa lahko še preberete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.